Novica tedna je, da je vlada ukinila policijsko uro. Sem pričakoval aplavz tle. Če sem iskren. No, vsaj dokler ne pademo v črno fazo. Bilo je samo vprašanje časa, kdo se bo prej naveličil te omejitve. Minister Hojs ali mi? Na koncu je prvi obupal Hojs. Se pa strinjamo z njim, da je odprava policijske ure samo za člane istega gospodinjstva nesmiseln ukrep. Ženo imaš doma. Valjda ne boš z njo hodil še na nočni sprehod. A ni dosti stara, da gre sama na WC? Dejte no mir. Pomislite, same punce imamo tle, pa se smejijo. Za cepivo AstraZeneca je v Sloveniji ponovno turbulenten teden. Najprej smo cepljenje z njim prekinili, ker smo sumili, da je povezano z nastajanjem krvnih strdkov. Potem smo ga ponovno dovolili, ker te povezave naj ne bi bilo. Nazadnje pa smo ugotovili, da povezava vendarle je, zato smo začeli cepiti starejše. Državna strategija cepljenja je torej podobna moji strategiji osvajanja. Najprej probam pri mlajših, če se tam zakomplicira, pa pikam sam še starejše. Zdaj nočem se hvaliti, ne, ampak še mene se ni pritoževala zaradi mojega strdka. Če veste, kaj mislim. Da panika ni potrebna, je mnenja tudi minister Poklukar. Številke, na katere se opirajo seveda velike države, govorijo o verjetnosti od 1 na milijon in približno tam okoli prihaja do teh zapletov. To pomeni, da bo samo cepljenju pričakujemo v Sloveniji, če bi vse cepili z AstraZeneco, seveda en primer. Z drugimi besedami, možnost strdka zaradi cepiva je približno tako velika, kot da zadaneš na jackpotu. Edina prava razlika med enim in drugim je v oglaševanju. Zelo verjetno namreč nikoli ne boste slišali glasa, če bi dobila strdek. Ne bo se zgodilo. Tudi jaz še enkrat ne pel tega. Raziskovalci pa redkosti pojavljanja strdkov ne primerjajo z loterijo, pač pa z ničim drugim. In danes smo slišali, da lahko primerjamo, če bi recimo 100.000 ženskam dajali oralno kontracepcijo približno leto dni, da bi to privedlo do 4 primerov podobnih učinkov, kot smo jih tle pri 34 milijonih zaznali v nekih 220 primerih. Povedano drugače, oralna kontracepcija je bolj nevarna kot cepiva. Vendar pa vas moramo na tej točki opozoriti, da za oralno kontracepcijo ne šteje to, da punca pogoltne. Mislim, šteje, ampak tabletko. Čeprav je tisto prvo še bolj zanesljivo. Slovenija je med 11-dnevnim popolnim zaprtjem države namesto v rumeno zdrsnila celo v rdečo fazo. Ponovno se je torej izkazalo, da je rumena barva na semaforju bolj za okraskane. Da ne bi konec popolnega zaprtja prinesel še več omejitev, sta se vlada in svetovalna skupina danes pogovarjali o spremembah semaforjev ukrepov. Od številnih predlogov je vlada med drugim sprejela odpravo policijske ure. Dovolila pa je tudi, da lahko kljub rdeči luči zaviješ v desno. A štegate? Desno. Ne? Okej. Čeprav se koncertne dvorane po nobenem predlogu še ne odpirajo, pa je ta vikend na Gospodarskem razstavišču dogajalo kot v dobrih starih cajtih. Le da prizorišča tokrat niso napolnile dalmatinske klape s tamburaši, pač pa Jelko Kacin s cepivi. Včeraj je do gneče prišlo zaradi napake v informacijskem sistemu. Danes pa, kot lahko vidite iz posnetkov, pretirane gneče ni bilo. Vrsta za cepljenje je bila kratka, čakalo se je okvirno 5 minut. Kaj točno pomeni napaka na informacijskem sistemu, uradno nismo izvedeli, neuradno pa se je dogajalo podobno kot na vseh masovnih dogodkih. Eni obiskovalci naj bi trdili, da so na guest listi, čeprav jih ni bilo. Drugi so se kregali z varnostnikom, da so že bili not, pa so umešli malo ven na zrak, radi šli nazaj. Medtem pa so ženske z minikrili neovirano dostopale do VIP prostorov, kjer so se cepili s Pfizerjem. Edina razlika je bila le to, da obiskovalci tokrat niso bili starejši od 17, pač pa od 70 let. So pa tisti prvi med tem izvedeli naslednjo novost. Se bodo otroci po novem samotestirali na domu? No, to je ena od rešitev, da bi se šole lahko odprle že naslednji ponedeljek, 12. aprila, pravi zdravstveni minister, ki sporoča, da gre za prostovoljno odločitev otrok in staršev. Ja, COVID test bo sploh prvi test v šoli, ki bo prostovoljen. Če ne upoštevamo
Cooperjevega testa, ki se mu lahko izogneš, če se pretvarjaš, da si spahnil koleno. Šlo bo tudi za prvi test, pri katerem bodo učenci in dijaki upali, da so negativni. Čeprav test ne bo omogočal niti prepisovanja, obstaja še vedno možnost, da namesto sebe testiraš sošolca, za katerega veš, da ni okužen. In čeprav test ne bo obvezen, izvedbo ovira edina skupina ljudi, ki je pametnejša kot politika, pametnejša kot stroka in pametnejša kot učitelji skupaj. Starši. V civilni iniciativi Otrok ne damo kljub temu že zbirajo podpise proti, saj šole po njihovem niso glavni generator okužb. Menimo, da gre za kršitev temeljnih otrokovih pravic in pa za poseg v nedotakljivost njihove človeške, telesne in duševne celovitosti. Za otroke gre. Po mnenju staršev je prostovoljna palčka v nos poseg v človeško, duševno in telesno celovitost. Da se starši bojijo za otroke, me ne čudi. Me pa čudi, da podobni očitki ne padajo na šolske zobozdravnice, ki te pred celim razredom osramotijo s tistimi klinčevimi rdečimi tabletkami. In da sploh ne omenjam naših sistematskih pregledov, ker se te prisili, da pred sošolci razkriješ svoj vid, sluh in svoje žgoljavo adolescentno telo. Pa še v gatah stopiš pred zdravnico, kjer se pa dogajajo stvari, o katerih nam ni govoril. Pa ne zato, ker me je sram, ampak zato, ker džentelmen nikoli ne pove. Če je samo testiranje zrelo za peticijo, je bilo to drugo zrelo za ustavno sodišče. Ker so ukrepi zaostreni in ker so gostilne zaprte, so policisti v minulih dneh namesto klasičnega preverjanja opitosti preverjali upravičenost prehajanja statističnih regij. Oba testa imata skupno točko, da se začnete z besedami: gospod, a vi veste, kje ste? Ne vse gledati praktičen primer take kontrole. Malo nadziramo prehajanje med regijami, pa me zanima namen vašega nahajanja na Gorenjskem. Razvoz mesa. Razvoz mesa? Tako, ja. Imate kakšno potrdilo oziroma papir? Zanimiva dilema, ne? Zanima, v takem primeru rabiš papirje, a je dost, da imaš v prtljažniku 400 kg mesa. Ker v tem primeru ga gospod res najbrž razvaža. Razen če je organiziral daleč najboljši piknik leta. V obeh primerih je po mojem mnenju prehod upravičen. Ampak kot vemo, če obstajajo pravila, obstajajo tudi ljudje, ki jih kršijo. In kakšni so bili med prazniki njihovi najpogostejši izgovori pri prehajanju regij? Da gredo k nekomu na obisk, ki ga že dalj časa niso videli, da se bodo kratek čas zadržali tam, da bodo upoštevali navodila stroke. Skratka, nekaj tazga. Pač, na kratek obisk grejo, na par jajčk pa domov. Nič kaj tazga. Kar zveni bistveno drugače, če to reče ženska, kot pa če to reče moški. Če smo iskreni, ne? Če ženska reče, da gre k nekomu, ker je pisal, da ima modra jajca pa hren za nas trgati, ker naenkrat vse skupaj dobi mal drugačen pomen. Jaz se opravičujem, današnja cela oddaja je Planet 18+. Pa vam tega nismo prej povedali. Z zaostrovanjem ukrepov pa se zaostruje tudi človeško potrpljenje. Čez vikend je zavrelo v Mariboru, kjer se je okrog 1000 ljudi udeležilo protesta proti vladnim ukrepom. Med njimi so bili člani civilnih iniciativ Otrok ne damo in Maske dol. Z policije so sporočili, da so potek shoda ustrezno dokumentirali in bodo na podlagi zavarovanih videoposnetkov identificirali kršitelje, ki jim bodo zaradi kršitve vladnih odlokov in s tem zakona o nalezljivih boleznih po pošti poslali tudi plačilne naloge. Zdaj, ironično je, da bi se udeleženci identifikaciji najlažje izognili, če bi nosili maske. Kaj pa vem? Predlog za naslednjič? Če želijo svoje pripadnike zavarovati pred plačilnimi nalogi, bi veliko boljši moto iniciative bil Maske dol, ampak ne na protestu. In čeprav je bil protest v štajerski prestolnici množično obiskan, se lahko samo skrije pred protestom v srbski prestolnici. Tam zbrana množica ni vzklikala gesel, ampak je raje zaplesala kolo okrog spomenika. Kaj pa češ drugega, če greš s frendi v Beograd za vikend? Come on. Splavi so pa zaprti. In če mislite, da so Srbi plesali na eno izmed svojih zimzelenih uspešnic, naprimer neko, če mi nočas napraviti sina, se krepko motite.
Srbi so namreč plesali. Ob zvokih narodno-zabavne uspešnice, ki govori o dekletu, ki ne verjame v korono in se ne bo cepila. Posnetek je sprožil burne polemike na družbenih omrežjih. Da, Srbi imajo turbofolk komad o koroni. Da, pika. Mislim, da je rešeno vprašanje, kdo bo letos zmagal na Eurosongu. Bolj aktualen ne moreš biti. In ker vem, da vas v tem trenutku vse zanima, kako točno zveni komad, predlagam, da mu skupaj prisluhnemo. Zaklela se i sebi Bogu, da virusi ništa joj ne mogu. Za riječ COVID ne želi da čuje, u koronu ona ne vjeruje. Neće garam da primi vakcinu, ne priznaje svjetsku medicinu. Neće garam da primi vakcinu, ona bocu prima na sokocu. 3 besede, genialno. Kot nekdo, ki je študiral glasbo v Salzburgu, vam moram priznati, da boljšega komada še nisem slišal. Edino glede sporočila, da korona ne obstaja, se ne bi strinjal. Ne vem zakaj, ampak jaz zelo težko zaupam bendu, ki ima 2 pevca, na koncertu pa vzvoči samo enega. Ter iz enega razloga še kitarista. Dobro, naj bo to za danes o virusu. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.